Triglav, ki je v zadnjem času izjemno neugoden tekmec za Koprčane, je tokrat gostoval na Bonifiki v zadnjem krogu tele jeseni. Koprčani so visoko na 3. mestu in proti ekipi iz spodnjega dela lestvice so želeli 3 točke. Tekmo pa so bolje pričeli Kranjčani. Bubanja je bil prvi, ki je streljal mimo koprskih vrat, potem pa še priložnost za Šturma. Z razdalje je meril z voleja, tudi on pa tokrat ni bil natančen. Koprčani so potem po bledem začetku prevzeli vajeti igre v svoje noge. Najprej je mimo vratnice meril Ivica Guberac in potem še zadnja priložnost Triglava v prvem polčasu v 22. minuti. Poplatnik je meril nekoliko mimo gola, tokrat je Poplatnik stal v prvi postavi na mesto Đurkovića, ki je zbolel v zadnjem trenutku in ni potoval na Primorsko. Nato pa do konca prvega dela boljša igra Kanarčkov. Kot prvi je za Koprčane iz izjemno ugodne pozicije zgrešil Ivan Brečevič. Nadaljevanje akcije pa je prineslo še en poizkus Palčiča z desne. Curanović je tokrat žogo uspel izbiti. Po dobre pol ure igre pa vendarle zadetek za Koprčane. Visoka podaja z desne Črnigoja, Brečevič pa je bil na pravem mestu in žogo poslal v mrežo za 1:0 in s tem tudi izid prvega polčasa. V drugem delu prva prava priložnost v 13. minuti nadaljevanja. Poskušal je Poplatnik iz prostega strela in obramba Igorja Neneziča. Po dobri uri igre pa priložnost tudi za Koprčane. Podal je Pučko, na koncu pa strel proti vratom. Dobra obramba sicer vratarja Curanovića, ostalo je pri minimalni koprski prednosti. Še ena priložnost za Primorce, lepa globinska žoga. Pučko je bil tisti, ki je bil v priložnosti, Curanović pa je posredoval odlično in rešil kranjska vrata. Do konca tekme so poskušali predvsem gostje, po podaji Skota in Šujica z glavo, meril nekoliko previsoko. Še naprej so Koprčani imeli prednost in bi lahko prišli do povišanja le-te. Obetavna akcija in slab zaključek Popoviča, ki ni prišel do pravega strela, da bi premagal Curanovića. Potem pa pritisk Triglava do konca tekme v zadnjih 15 minutah. Najprej vdaleč meril Jelar, Nenezič je žogo uspel izbiti v kot. Kot naslednji je v 87. minuti Aleš Poplatnik izvajal prosti strel, Nenezič je imel težave in žogo na koncu uspel poslati v kot. In nato še sodniški podaljšek tekme, priložnost za Triglav in to so tudi uspeli izkoristiti. Natančen je bil Anže Jelar in s tem tudi postavil končni izid tekme 1:1, to pa je bil tudi končni izid tekme v Kopru na Bonifiki. Domači Koper proti Triglavu, na koncu razočaranje, samo neodločeno 1:1.